Včeraj so otvorili okoli 140 kvadratnih metrov prenovljenih prostorov Centra za transfuzijsko medicino v enoti za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota, v kateri se opravlja krvodajalska storitev. Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota je bil sicer že leta 2009 priključen k Centru za transfuzijsko medicino Maribor, kateremu je priključena tudi ptujska enota. Obnovo je financiral UKC Maribor, vrednost investicije pa znaša 150 000 evrov. Spregovorili so direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota Danijel Grabar, strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun-Varda in namestnica predstojnice Centra za transfuzijsko medicino v Mariboru Emilija Krstova-Krajnc. Tako je tudi naša bolnišnica že vlagala v same prostore. V sklopu energetske sanacije smo obnovili fasado, zamenjali okna. Zdaj v zadnjem času naredili nastrešek, ki je dodatno omogočal zavarovanje teh prostorov. In pa seveda z veseljem pozdravili pripravljenost UKC-ja, da pa vložijo v potrebnih prostorov, jih prenovijo, da so danes prostori taki, da se lahko uporabljajo čim bolj koristno v ta namen, ki ga želimo pa zdaj skupaj nadaljevati. Predvsem strokovnost transfuzijske medicine v naši bolnišnici, v naši regiji nadaljevati. In pa v tem tudi res izraziti vse tisto, kar lahko nudimo krvodajalcem, ko se odločajo s svojim prispevkom, naprej to zavest ohranjati in tudi dvigovati. Tako da danes z tem odprtjem dejansko novih prenovljenih prostorov vsi skupaj v obej ustanovi izražamo naše zadovoljstvo in obenem tudi nek dogovor, zavezo, da bomo skupaj si prizadevali še naprej ohranjati tisto najboljše, kar je lahko, da bomo skupaj tudi eventualne težave, zaplete, ki se zmeraj najdejo, tudi premagovali in na ta način res tudi v slovenskem prostoru ostajali zgled krvodajalstva, transfuzijske medicine, sodelovanje sploh na različnih nivojih, kar se posebej nam zdi še pomembno v teh časih, ko so pravzaprav ljudje rajši razdvajamo, kot iščemo skupni jezik, tukaj pa le smo dokazali in bomo dokazovali, da bo ta uspešna, visokostrokovna zgodba nadaljevala. Tako da hvala lepa vodstvu UKC-ja za pripravljenost vložiti tako sredstva, kot je delo, tudi njihovim zaposlenim, tako da vsi skupaj zdaj v boljših, še bolj urejenih prostorih to naše delo nadaljujemo. Tako da delim z vami vsemi veselje naših zaposlenih, sodelavcev bolnišnice in pa naših ponudskih krvodajalcev in naj bo tudi ta gesta spodbuda, da bomo to zavest dajanja krvi, potrebo medsebojnega razumevanja sodelovanja nadaljevali in peljali naprej. V imenu vodstva UKC Maribor najprej izrazim zahvalo za dobro sodelovanje vodstva Splošne bolnišnice Maribor, tako na področju transfuzijske dejavnosti, kot tudi sicer drugih področjih. Precej smo sodelovali tudi na področju COVID-a, pa verjamem, da bo še potrebno uporno sodelovanje tudi na tem področju. In seveda na drugi strani, da izrazim svoje zadovoljstvo, da so ti prostori tako lepo prenovljeni, da bodo predvsem služili namenu, torej našim krvodajalcem. Krvodajalska dejavnost zlasti v tej severovzhodni regiji Slovenije, toliko bolj mogoče še celo v Mariboru kot v Murski Soboti, v zadnjih letih kljub vsemu je v krizi. Bližina Avstrije je naredila svoje, tako da občasno beležimo težave z dobavo krvi oziroma z dostopnostjo krvodajalcev, ki je v Sloveniji na prostovoljni bazi. In seveda toliko bolj moramo v tem kontekstu sodelovati, iskati rešitve na drugih področjih in predvsem takole tvorno sodelovati, kot smo zdaj zastavili z Splošno bolnišnico Murska Sobota. Tako da najprej so potrebni prostori, potem pa tudi vsa ostala področja, ki jih je potrebno mogoče še malo nadgraditi in reševati tudi na nacionalni ravni. Jaz mislim, da bo morala tudi država prepoznati pomen transfuzijske dejavnosti, nadaljevanje prostovoljstva na tem področju in potem tudi pomagati, da bo v tej smeri nekako možno krvodajalcem zagotoviti neke bonitete mogoče, da se bo to prostovoljstvo vzdrževalo, tako kot se je številna leta iz časa socializma še naprej, ko smo vedeli, da so te stvari zelo pomembne, vzdrževalo tudi v današnjem času. Tako da bi rada izkoristila priložnost tudi, da se zahvalim vsem krvodajalcem, ki so v številnih potrebah izrazili pomoč in darovali kri, kar je, človek rekel, pomembno dejanje, dati nekaj, kar imaš drugemu, da preživi.
da ta nekako misel v tej smeri se nadaljuje med našimi ljudmi, da poskušamo mi to promovirati, hkrati pa iskati tudi neke rešitve na nacionalni ravni, da bo ta dejavnost v tej smeri se nadaljevala. Hvala vsem zaposlenim, da to dejavnost izvajajo, da hodijo tudi na teren. V Sloveniji je darovanje krvi še zmerom prostovoljno in brezplačno. Čeprav krvodajalcev primanjkuje, pa prav vsak posameznik z darovanjem krvi prispeva k nemotenemu delovanju zdravstva in reševanju življenj. Ob tem so prisotni tudi poudarili, kako pomembno je v državi razrešiti status krvodajalstva. V Republiki Sloveniji vemo, da od leta 1953 imamo, se pravi, prostovoljno, brezplačno in anonimno krvodajalstvo, kar temelji, se pravi, na nesebičnosti in altruizem. Tako da v današnjem času se mi zdi, da je potrebno krvodajalstvo postaviti na nove temelje, rešiti statusa krvodajalca na ravni, se pravi, države in upam, da skupnimi močmi bomo uspeli zagotoviti še v bodoče, se pravi, zdravljenje s krvjo, da bo tako, kot mora biti. Se pravi, v zadnjem času je dejstvo, da se srečujemo, da se pravi upada število krvodajalcev, posebej lahko poudarjam rekrutiranje mladih potencialnih krvodajalcev, na tem pač mi intenzivno delamo v sodelovanju, se pravi, z organizatorji Rumene Rdeče križ Slovenije, je glavni organizator krvodajalskih akcij, se pravi, mi tu veliko pomagamo, to se tiče, kaj se tiče stroke, kaj se tiče organiziranja, pa to so v njihovi pristojnosti. Tako da mislim, zaloge so nižje, ampak zadostujejo, pa se pravi, pacienti so oskrbljeni, operacijski posegi potekajo, tako da nove ideje, motive pa plani so za naslednje leto 2024, se pravi, v sodelovanju z ministrstvom tudi za zdravljenje v svetu za krvoskrbo. Najprej moramo rešiti status krvodajalca. To se pravi, treba je delati na tem, kaj bodo krvodajalci, glede na to, da imamo 100-kratnike, večkratnike, viteze krvodajalci, ko so zgled, bom rekla, družbe, je treba, se pravi, pristopiti na malo drugačen način. Ampak to ni odvisno, se pravi, od posameznika, od posamezne stroke, ampak je to odvisno, da vsi skupaj s skupnimi močmi, se pravi, se vsedemo in pridemo do skupne rešitve. Moramo delati na tem statusu krvodajalca oziroma krvodajalstva, ki je pri nas prostovoljno. In moramo zdaj imeti plan, kako bomo pač te ljudi rekrutirali, mlade ljudi, ker starejši po 60. letu, 65. letu ne morejo biti več krvodajalci. To so ti ljudje, ki zdaj so iz te skupine, ko so bili že več kot 100-krat darovali kri. Tako da to je problem, ki ga je treba rešiti. V Murski Soboti so do pred kratkim, dokler se je začela ta prenova, se pravi, odzemni dnevi so bili ponedeljki pa četrtki, zdaj glede na ta dislocirana enota, ko so se izvajali te odzemi, se pravi, smo dali sredo, s tem, da imamo, se pravi, pisno dogovorjeno za organizatorji Rdečega križa, da se pravi ob četrtkih bomo 8-krat tudi letno organizirali, se pravi, dopolnilne krvodajalske akcije. Ampak kljub vsemu, če ugotovimo, da se pravi, da odziv ni taki, kot si mi pričakujemo, lahko se ponovno, se pravi, vzpostavi pa je četrtek odzemni dan. To nismo dokončno še dorekli. Zaenkrat, se pravi, je ponedeljek, pa sreda Murska Sobota. Nekje 46% populacije v Republiki Sloveniji so itak pozitivni, tako da vedno se pravi to povpraševanje, vedno se pravi je porazdelitev prvih skupin tudi po geografski, se pravi, območji, tako da Slovenija ima največ, se pravi, prebivalstva, ko je pozitivno, tako da mislim posledično je tudi največ povpraševanje po tej, zdaj, če govorimo na splošno. Kaj se pa tiče operacijskih posegov, se pravi, to je odvisno od obdobja, kakšni pacienti pridejo v bolnišnici. V zadnjem času, se pravi, nam malo primanjkuje 0 negativna, A negativna, B negativna, se pravi, ampak mislim, vsi pomagamo, kličemo krvodajalci, se odzovejo, hvaležni smo, še enkrat se lahko jim zahvalim, tako da vljudno vabljeni, da pridejo zdaj v teh predprazničnih dni, se pravi, pa darujejo na vse organizirane krvodajalske akcije, pa tudi, se pravi, smo mi dostopni tudi v enoto za transfuzijsko dejavnost Ptuj, Murska Sobota pa Center za transfuzijsko medicino pri nas. Imamo terenske akcije, ponedeljek, sreda, petek, torek, četrtek so odzemni dnevi, vljudno vabljeni. To, kar bi mogoče jaz poudarila in kar bi bilo mogoče sporočilo. Slovenija trenutno je samopreskrbna s krvjo, kar je pomembno, ampak kljub vsemu občasno opažamo, da so dnevi, ko te krvi ni več toliko, da bi bili lahko zelo sigurni in moramo ukrepati prej.